Pričakovanje novega leta je vedno prelomnica, za vsakega drugačna. To je čas, ko se odstirajo nova obzorja in spoznavajo nove osebne sanje, ljudje se posvečajo sebi in svojim bližnjim, si v objemu izrekajo tople besede sreče in veselja. Na tradicionalnem prazničnem druženju podjetnikov in predstavnikov javnih zavodov na Konjiškem v torek 17. decembra 2013 v dopoldanskem času je župan občine Slovenske Konjice Miran Gorinšek povabljenim izrekel nekaj prijaznih besed in se jim iskreno zahvalil za ustvarjalno sodelovanje v preteklem letu. Jaz bi se vsakemu izmed vas rad zahvalil za vaš prispevek temu, da se lahko pohvalimo vsemi tistimi investicijami, ki so navidezno samo delo občinske uprave. Vendar temu ni tako, sami dobro veste, odkot prihajajo sredstva v občinski proračun, so to naša skupna sredstva in na osnovi tega lahko gradimo za naše boljše danes in tudi jutri. Želim, da se na takšen način večkrat srečamo, ne samo v takšnih priložnostih, in kadarkoli boste potrebovali pomoč, se le oglasite name ali pa na sodelavce v občinski upravi, ki se tako ali drugače trudijo za to, da smo na tem mestu, kjer danes smo. In za naslednje leto želja naj bo srečno, zadovoljno, tudi poslovno uspešno v prihajajočih dneh, pa seveda vsem obilo družinskega miru v vaših domovih, med vašimi prijatelji, ali če povzamem besede iz pesmi, na katero so zaplesali naši najmlajši, naj ljubezen gradi prijateljstvo v vaših družinah, med vašimi prijatelji, v delovnih sredinah, kajti potem bo takšno vzdušje vedno tudi med našimi občankami in občanki. Hvala vam za vaš obisk in z veseljem bomo pripetali potem v sosednjem prostoru. Za uvod sta Pija Brglez in Ana Kolar, učenki Glasbene šole Slovenske Konjice, pod mentorstvom profesorice Sandrine Zemljak, vsem zbranim poklonili praznično skladbo Joy to the World. Otroci iz vrtca Slovenske Konjice pa so prinesli veselje in dobro voljo z dvema plesnima točkama, Krog prijateljstva in Ob bistrem potočku je mlin. Zborovodkinja Natalija Rošer je z učenci drugih razredov iz konjiške osnovne šole Podgora pripravila pesmici o snežinkah in sladoledu. Tam se toči limonada in ponuje sladoled. La 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 la. Torta, puding, čokolada, vse leti v prepad brez dna. Preden carskuje navada, da se car v zaslata. La 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 la. Kakor boben se napoka, niti hitni prazni bus, potle se krivi in stoka, posteljo gre na dopust. La 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 la. Za spomin so povabljeni poleg občinskega koledarja, na katerem so zbrani slikoviti utrinki iz Konjiškega, ki jih je v svoj fotografski objektiv ujel Vito Jerman, odnesli tudi vino, ki ga je Neža Pavlič izbrala za svojega in jo je na njenih poteh vinske kraljice Slovenije 2013 spremljala vse leto.
Kar je. Sama mislim, da smo tukaj srčni ljudje, ki radi uživamo v dobri kapljici, v dobri hrani in seveda, kaj najpomembneje, v dobri družbi. Tako da, kolikor danes tukaj vidim, je zbrana prijetna pisana druščina in zagotovo bomo še kakšno besedo za prihajajoče leto lahko rekli v sosednjem prostoru, kot nas je že povabil gospod župan. Sama bi vam predvsem zaželela prijetne praznike, to dobro izkoristimo še tale december, predvsem jaz, ker se mi leto zaključuje, kraljičino leto, 10. januarja namreč predam krono naprej. Tako da hitro gre čas, kot smo ugotovili, ampak sem zelo vesela, da sem lahko opravljala to častno nalogo, tako da uživajte v zlati vinski kapljici, ki jo imate v teh lepih darilnih vrečkah. To je seveda moj renski rizling, letnik 2009, pozna trgatev. Nekateri ste ga verjetno že poskusili, tisti, ki še ga pa niste, pa boste videli, zakaj je ravno to vino kraljičino. Predvsem pa si seveda želim, da še naprej širimo dober glas v našem mestu, pa tudi, da vsi skupaj širimo dober glas v naših vinih, ker imamo res nekaj posebnega, edinstvenega in to moramo znati izkoristiti. Tako da v letu 2014 obilo sreče, zdravja, uspeha in seveda, da bo čim več trenutkov, v katerih bomo uživali v dobri vinski kapljici. Hvala. Za zaključek je Monika Kovše zapela skladbo Nikdar nisem te vprašala pod mentorstvom profesorice Andreje Obrulj. Tudi letos je seveda namen srečanja bil pozdrav uspešnemu in srečnemu novemu letu, kratek pregled vseh uspešnih zaključenih projektov in medsebojno druženje z izmenjavo izkušenj tekom leta. Vsi si želijo upanja v boljšo prihodnost, uresničene poslovne načrte in izpolnitev osebnih želja v prihajajočem letu 2014.